Dober dan, lepo pozdravljeni. Torej, v Slovenski demokratski stranki vlagamo zopet zakon o javnofinančni odgovornosti. Mislim, da je čas kot nalašč za ta zakon, še posebej zaradi zadnjih dogodkov tako na evropski ravni, kot tudi na nacionalni ravni. Vsi ste seznanjeni z ambicijami pakta za evro. Eden izmed zelo pomembnih ciljev tega pakta za evro je tudi finančna stabilnost in seveda nadaljnji prispevek k vzdržnosti javnih financ. Zato menimo, da so trendi v Sloveniji, ko govorimo o tej finančni stabilnosti, izjemno zaskrbljujoči. Po podatkih Ministrstva za finance je konsolidiran dolg države od leta 2008, ko je znašal 22,5% bruto domačega proizvoda, narasel v letu 2009 na 35,4% bruto domačega proizvoda in v letu 2010 skoraj na 38% bruto domačega proizvoda. Torej, soočeni smo z neverjetno visokim trendom tega zadolževanja in seveda to zadolževanje je posledica neštetih obveznosti, ki izvirajo iz razlike med prihodki in odhodki državnega proračuna. Namreč soočeni smo z tudi izjemno velikimi primanjkljaji, ne samo v obdobju 2009-2010, temveč tudi v prihajajočem obdobju. Torej, nadaljnja prizadevanja za krepitev stabilnosti javnih financ ne znamo drugače predstavljati, kot da radikalno zmanjšamo primanjkljaj državnega proračuna in tudi proračuna širšega sektorja države in da posledično seveda omejimo tak trend zadolževanja. Zato predlagamo z zakonom, da seveda odhodke, vsakoletne odhodke širšega sektorja države omejimo in sicer jih omejimo na 43% bruto domačega proizvoda in sicer postopno zmanjšujemo v letih 11-12 do leta 13, ko ne bi znašali teh 43%. Predlagamo torej, da je v letu 2011 to 45%, leta 2012 44% bruto domačega proizvoda in v letu 2013 teh ciljnih 43%. Le tako lahko vsaj približno uresničimo tudi to, kar vlada napoveduje. Vlada napoveduje, da bi fiksirala javni dolg na 45% bruto domačega proizvoda. Mi si seveda tega fiksiranja ne znamo predstavljati, če radikalno ne znižamo primanjkljaja že sedaj. Namreč, če kdo misli, da bo z 1,5 milijarde velikimi primanjkljaji prišel do teh 45% javnega dolga in potem bo kar naenkrat primanjkljaja nič, ker ne bo dopuščeno niti 0,1% več od teh 45%, je pa pač to neka iluzija ali pa neodgovorno do prihodnosti, ko bo potrebno tudi reševati na račun javnega dolga nakopičene probleme. Še enkrat pozivamo vlado k odgovornosti in nadaljnjem prispevku k stabilizaciji odhodkov države, da ne troši preko meja in da troši toliko, kolikor je slovensko gospodarstvo v stanju proizvajati. S tem, koliko je v stanju proizvajati, pa smo soočeni žal negativno iz dneva v dan. Vrstijo se stečaji, številne druge obveznosti države, do socialnih transferjev in pomoči brezposelnih so izdatne in zato res pozivamo k radikalnemu znižanju odhodkov na tistih postavkah, ki so neproduktivne in tega je kar nekaj v tej državi, to nenehno tudi opozarjamo o raznih temah in diskusijah tudi v parlamentu. Naš zakon, ki je bil že zavrnjen v parlamentu, je odgovor tudi na ta zadnje dogodke na evropski ravni in pričakujemo seveda, da bo tudi zaradi teh dogodkov in torej spremenjenih okoliščinah sedaj doživel podporo in bo bistveno drugače obravnavan in seveda na koncu sprejet.